Lepo pozdravljeni! Po praznovanju 50-letnice ustanovitve naše gimnazije smo v mesecu novembru praznovali 200-letnico rojstva Franca Miklošiča. Pa poglejmo, kaj se je v okviru te obletnice vse dogajalo. 20. decembra leta 1813 se je v vasici Radomeršček pri Ljutomeru rodil Franc Miklošič, človek, ki je s svojim znanjem in prizadevnostjo prodrl najvišje znanstvene kroge 19. stoletja in je eden največjih slavistov vseh časov. Naša šola nosi ime po tem velikem rojaku, zato smo 200-letnico njegovega rojstva obeležili številnimi dogodki. Ponedeljek 18. novembra je bila v galeriji Ante Trstenjaka v Ljutomeru otvoritev razstave z naslovom Miklošičeva zapuščina. V sklopu otvoritve razstave smo predstavili tudi naš prispevek temu velikemu jubileju. Iz latinščine smo prevedli in priredili več Miklošičevih pravljic ter jih izdali v knjigi Pravljice iz Bukovine. Knjižica Pravljice iz Bukovine vsebuje 15 pravljic, od katerih je 13 prvič prevedenih v slovenski jezik. Ilustracije in prevode naslovov pravljic iz nemščine so prispevali dijaki naše gimnazije v šolskem letu 2012-2013. Kot rezultat medsebojnega sodelovanja vseh sodelujočih projektov ter sinergije med dijaki in profesorji gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je nastala knjižica romskih pravljic v slovenskem jeziku z naslovom Pravljice iz Bukovine. Teh pravljic nisem želela iztrgati iz konteksta, ki ga imenujem svetovna zbirka pravljic, in jih prikazati kot osamelce, zgolj ciganske pravljice. Saj bi jim s tem namenila omejeno usodo, spleteno okrog in okrog enoznačne klasifikacije. Bodoče bralce želim spodbuditi k dvojemu, da pravljice niso namenjene le otrokom, kot se je ustoličilo prepričanje med nestrokovnim bralstvom, ter da pravljice polno zaživijo šele skozi pripovedovanje. Prispevki več kot 20 znanstvenikov iz Slovenije in tujine so zbrani v Miklošičevi monografiji, ki smo jo prav tako izdali ob tej priložnosti. Raziskovalci, ki tukaj objavljajo, razen iz Slovenije, prihajajo še iz Avstrije, Nizozemske, Rusije, Poljske, Madžarske in Makedonije. Več pa verjamem, da boste, ko boste knjigo vzeli v roke, zvedeli o njej sami. Uvodni del znanstvene konference je potekal v Domu kulture Ljutomer, nato pa se je dogajanje preselilo v Golarjevo domačijo. Po uvodnih nagovorih gospe županje, ravnatelja naše gimnazije in rektorja Univerze v Mariboru je čas predstavitve prvega prispevka na konferenci doletela našega dolgoletnega, sedaj upokojenega profesorja dr. Mirana Puconja. Ekonomski menedžment prehaja v jezikovni menedžment s vsemi pritiklinami prikrite agresije, ki že uveljavljeno divergentnost nacionalnih držav in njihovih jezikov sili v kompromis. Stanje neke omejene suverenosti, kakršne smo bili vajeni v času železne zavese. Nedvomno je, da je do neke mere ogrožena samobitnost slovanskih jezikov z izjemo ruščine. Heterogeni način življenja, moderna dinamična fleksibilnost so faktorji, ki slabijo zavest tako krajevne kot nacionalne pripadnosti. Hkrati pa hromijo tudi moč zgodovinskega spomina, bodisi na individualni, bodisi na kolektivni ravni. V čem bi bila sedaj torej tu vloga slovanske filologije danes, v 21. stoletju, kasneje naprej? V tem, da z znanstvenim argumentiranjem posamezne slovanske etnične člene osredotoča k avtentičnemu razmišljanju, k vrnitvi k lastnim koreninam, poslušanju iz samega sebe, iz svoje kulture, za kar daje slovanska jezikovna zakladnica neizčrpni vir, da skuša na najbolj pravšnji način odgovarjati na tiste moduse naše biti, ki določajo specifično etnično in jezikovno individualnost. To je torej jezik, predvsem materinščina, vsej diahroni razsežnosti. Kot taka je lahko slovanska filologija danes tista moderna ariadnina, ki nas vodi skozi naplavine, skozi katakombe multikulturnih
elementov in je hkrati nenadomestljiva sopotnica kakršnih koli in historiografskih in antropoloških raziskav. Miklošič nam kaže smer, da Franc Miklošič, bard prleške kulture in dunajskega svetovljanstva. Odličnemu uvodu dr. Puconje je sledila premiera dokumentarnega filma Franc Miklošič, Človek in znanstvenik, ki je nastal v produkciji Gimnazije Franca Miklošiča. V filmu sodeluje 11 znanstvenikov, poznavalcev življenja in dela dr. Franca Miklošiča. Film je nastajal v bistvu na vseh teh krajih, ki pomenijo življenjsko pot dr. Franca Miklošiča, ki se je začela v Radomerščaku, potem preko Ljutomera, Varaždina in Gradca, večji del življenja, predvsem od Raclega na Dunaju. Dodatna vrednost tega filma je, da je posnet v 2 jezikovnih različicah, v slovenski in pa v nemški. Celoten prevod je delo naših profesoric. Na dvodnevni znanstveni konferenci smo lahko slišali prispevke z različnih področji, predvsem iz Miklošičevega slavističnega znanstvenega udejstvovanja. Zanimivim prispevkom je sledila še bolj zanimiva in burna razprava, v katero so se vključevali udeleženci in številni drugi gostje. Torek so si udeleženci ogledali tudi Miklošičevo domačijo. Mislim, da je to najlepši kraj in najlepši trenutek pri našega simpozija, da se dobimo, da smo se dobili tu pred rojstno hišo. Ker rojstne hiše naših velikanov so zame svetišča in začetek vsega, kar povezujemo z določeno osebnostjo. Takoj po zaključku znanstvene konference so na glavnem trgu v Ljutomeru slavnostno odkrili nov doprsni kip Franca Miklošiča, ki ga je oblikovala kiparka Irena Brunec-Tevi. Pod dežniki smo lahko spremljali kratek kulturni program v izvedbi Tomaža Domicelja in skupine Langa, nato pa se je na predvečer obletnice v Domu kulture odvila še slavnostna akademija. Slavnostni govornik ob tej priložnosti je bil minister za kulturo dr. Uroš Grilc. Letos Slovenci obeležujemo 200 let njegovega rojstva. V občini Ljutomer pa hkrati praznujete 50 let delovanja Gimnazije Franca Miklošiča, ki je v tem času postala osrednja izobraževalna inštitucija v regiji. Po Miklošiču je danes sicer poimenovanih mnogo ulic in cest v Sloveniji. V prestolnici se Miklošičeva cesta stika s trgom, ki nosi ime njegovega sodobnika Prešerna, za čigar poezijo je imel Miklošič v vlogi cenzorja precej več posluha kot njegov predhodnik, Kopitar. O Prešernu je že tedaj častitljivo zapisal, da je njegova beseda od kraja do konca čista, da se človek ne more naposlušati in da se zmore Prešeren meriti z najslavnejšimi pesniki vseh narodov. Po Miklošiču je v Ljubljani poimenovan tudi park, kjer stoji njegov spomenik. Postavljen je na isti podstavek, na katerem je stal spomenik Francu Jožefu, kar se mi osebno zdi na simbolni ravni zelo pomembna gesta. Postavljanje spomenikov vladarjem držav je tudi danes velikokrat zaznamovano z delitvami, nestrinjanjem, razdorom, utemeljenim na takšni ali drugačni podlagi, medtem ko nas postavitve spomenikov velikanom, kakršen je bil Miklošič, združujejo, poenotijo in utrjujejo v naši narodni zavesti. Dr. Martina Orožen je v svojem predavanju Miklošič, veleum 19. stoletja, povzela izsledke znanstvene konference in predstavila mnenje o našem rojaku pri članicah in članih mednarodne jezikovne stroke. Prireditev so z odličnim kulturnim programom popestrili Tina Čeh na violini, Tomaž Zamuda na klavirju in komorni zbor Orfej. S tem se je dogajanje v Ljutomeru zaključilo, toda že naslednji dan, na sam dan obletnice rojstva, smo dijaki drugih letnikov odpotovali na Dunaj, kjer smo se Miklošiča najprej spomnili pod arkadami Dunajske univerze. Ob njegovem kipu sta nas nagovorila ravnatelj in dr. Vincenc Rajš, ob spomeniku smo položili venec, naši mladi Pomurci pa so poskrbeli, da se je slovenska beseda oziroma pesem na Dunaju še kako dobro slišala. Tam, kjer se čuje pesem, slavičkov lepa mila, tam poleg tega gaja stoji domača hiša.
res revna je in stara, morda že 300 let, a meni je pa dražja kot celi svet. O Bog, ki so ji nizki, slamo je pokrita, v sadovnjaku gostem je skoraj cela skrita, a v mojem srcu vedno tak jasno se beli, če tudi je uboga, od nje mi nihče ni. Nato se je delegacija naše šole udeležila še svečane akademije na Univerzi na Dunaju. Pozdravili so nas rektor Dunajske univerze, predstavnika Slovenske in Avstrijske akademije znanosti in umetnosti, sledilo pa je predavanje enega trenutno največjih slavistov. Dr. Gerard Nevelovski je poglobljeno predstavil celotno Miklošičevo življenjsko pot s poudarkom na slavističnih prizadevanjih in dosežkih. Dijaki smo si nato ogledali še Avstrijsko nacionalno knjižnico in s tem zaključili praznovanje in ekskurzijo na Dunaju. To pa ni bilo zadnje dejanje v sklopu praznovanj, saj smo se 3. decembra na ta veseli dan slovenske kulture Miklošiča spomnili še na eni izmed njegovih poti v življenju na gimnaziji v Varaždinu. Razstavo, ki je bila postavljena v Ljutomeru, je pokrajinski arhiv Mariboru preselil v Varaždin. Dijaki obeh šol so pripravili kratko predstavitev Miklošičevega dela v obeh jezikih, pozdravili so nas predstavniki obeh šol, Slovenskega društva Nagel ter državni sekretar Urada za Slovence v zamejstvu, dr. Boris Jesih. Fran Miklošič nas je pred 150 in nekaj več ali manj leti povezoval. Moram reči, da je bil on tisti, ki je tako slovenski, hrvaški kot marsikateri drugi jezik postavil na enako raven z ostalimi evropskimi jeziki. Mislim, da je to nekaj, kar imamo še danes, kar nas še danes lahko navdaja s ponosom. In s to razstavo nas Fran Miklošič zopet na nek način povezuje, nam kaže, da smo si sorodni, da smo si tudi različni, ampak ta različnost ne sme biti ovira za naše povezovanje. Tudi v Varaždinu smo poskrbeli, da se je slovenska pesem slišala, saj je naš številčni pevski zbor pripravil odlično vzdušje, ki so ga obiskovalci prenesli še na ogled dokumentarnega filma. Smo praznovanje ob 200-letnici Miklošiča zaključili, upamo in verjamemo pa, da bodo tako dokumentarni film kot izdana književna dela pripomogla k večji prepoznavnosti našega rojaka in enega največjih znanstvenikov 19. stoletja. Sedaj si pa oglejmo še, kaj vse se je dogajalo pretekli mesec. Lutkovno predstavo z naslovom Brata Štumf smo dijakinje 4. VA Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pod vodstvom profesoric Barbare Špilak, Svetlane Krstič, Karoline Erjavc in Katja Peršak izvedle v torek 15.10.2013 na Trezinem sejmu v Murski Soboti. Predstavo so si ogledali otroci iz vrtcev Murska Sobota in drugi mimoidoči. Ob 10. smo se odpravili na oder, si nadeli mikrofone in se skrili za sceno, ki smo jo ob prihodu pripravile. Otroci pa so z zanimanjem opazovali na oder in čakali na predstavo. Začeli smo z uvodnim delom kitare in nato so prišle na plan lutke.
Otroci so bili nad ljutkami in predstavo navdušeni. Z nami so sodelovali, nam odgovarjali na vprašanja, plesali na našo glasbo ter prepevali. Po koncu predstave smo hitro pospravili sceno in instrumente, nato pa smo z otroci odšli pred hotel Zvezdo, kjer smo imeli že vnaprej pripravljene mize za naše delavnice z otroki. Mi izdelujemo z otroki takšne bobenčke, katere lahko potem otroci v vrtcu uporabijo pri glasbenih dejavnostih, drugače pa to likovna dejavnost. Uporabljamo pa takšne odpadni material od topljenega sira škatlico, potem uporabljamo takšne krogece, s katerimi potem otroci lahko udarjajo, kuhalnice, flomastre, lepilo in pa kolaž papir. Menimo, da smo ljudkovno predstavo dobro izpeljali, saj so bili otroci zelo veseli in navdušeni. Od vzgojiteljic in drugih mimoidočih pa smo dobili veliko pohval. Veseli smo bili, da smo se lahko izkazali na takem dogodku in s tem dobili motivacijo za nadaljevanje v tej smeri, ter potrdilo, da smo dobro napisali scenarij in izdelali ljudke ter sceno. V četrtek, 28. novembra, je v dopoldanskih urah v dvorani glasbene šole Ljutomer potekalo frankofonsko srečanje dijakov srednjih šol, ki se učijo francoščino. Na srečanju so se dijaki ustvarjalno predstavili s točkami v francoskem jeziku. Prireditev smo pričeli, kot se spodobi, s francosko himnim pozdravom profesorice francoščine Lidije Gos-Ulčar. Program sta vodili dijakini 3. letnika Sara Medvar in Laura Jut. Dijaki naše gimnazije smo se predstavili z recitacijami francoskih piscev ter s plesno točko. Srečanja so se udeležile tudi gimnazija Ptuj, gimnazija Ormož in gimnazija Borg iz Bad Radkersburga. Prireditev smo zaključili s podelitvijo šopkov mentoricam ter simboličnih daril nastopajočim. V okviru Miklošičevih dni smo imeli v 3. A razredu predavanje o odvisnosti od interneta ter informacijske tehnologije. Predaval nam je dr. Bojan Belec, ki je psihiater in bivši dijak naše gimnazije, razložil pa nam je, do kakšnih težav vodi pretiravanje z računalniškimi igricami in socialnimi omrežji, nas seznanil s tem, kaj vse se lahko zgodi, če ljudem, ki jih poznamo le preko spleta, razkrijemo preveč podatkov o sebi, ter v kakšne spletne prevare se lahko zapletamo, če nismo dovolj previdni ter odgovorni. Povedal nam je tudi nekaj zanimivih anekdot, ki se navezujejo na njegovo delo, in dodal tudi, s kakšnimi primeri se še ukvarja. Seveda ni pozabil povedati niti, na koga se lahko obrnemo, če imamo probleme z odvisnostjo od informacijske tehnologije, in nas pozval, da smo pri uporabi socialnih omrežij in interneta nasploh kar se da previdni. V sredo 20. novembra smo dijaki 1. letnika izvedli pohod do Miklošičeve domačije v Radomerščaku. Ker nam je dež pokvaril načrte, smo se namesto peš odpravili z avtobusi. Zadnji del poti smo pešačili. Ko smo prišli na cilj, smo si ogledali domačijo, nato pa poiskali skriti zaklad. V šolo smo se vrnili nekateri mokri, nekateri suhi, večinoma pa blatni in premraženi ter dobre volje. Ker letos mineva že 200 let od Miklošičevega rojstva, smo v naši šolski knjižnici pripravili razstavo z naslovom Miklošič in Vraz, znanstvena sopotnika. Otvoritev razstave se je zgodila v ponedeljek, 18.11. Dijaki 2. in 4. letnikov smo pripravili krajši kulturni program, na kar smo si skupaj ogledali še razstavo, katero smo pripravile dijakinje 2. letnikov. Po ogledu razstave so si obiskovalci lahko vzeli še kakšno pecivo ali kaj popili ter svoje misli vpisali v knjigo vtisov. Zadnji petek v novembru smo se dijaki, ki imamo evropske študije za izbirni predmet, na Golarjevi domačiji udeležili pogovora s poslancem Evropskega parlamenta Ivom Vajglom. Spregovoril je predvsem o aktualnih temah, kot je recesija in beg možganov, dal pa nam je tudi vpogled v svoj naporni delovni dan. Predstavil nam je nekatera svoja stališča ter povedal, v katerih komisijah v Evropskem parlamentu je član ter o čem se razpravljajo na sestankih. Kot smo lahko slišali, je obiskal že številne države ter v mnogih tudi prebival ter delal, zato je bil zanimiv in razgledan govornik, ki ga je bilo prijetno poslušati. Na koncu smo imeli tudi priložnost, da smo ga sami kaj vprašali in gospod Vajgl nam je z veseljem odgovoril.
Na mariborski ekonomski šoli vsako leto počastijo spomin na žrtve genocida. 21. marec je dan boja proti genocidu in tokrat so se odločili za nekoliko drugačen repertoar. Na pobudo tamkajšnjega profesorja zgodovine Borisa Krabonje bodo postavili posebno inštalacijo iz ladjic, ki smo jih prostovoljno sestavljali tudi ljutomerski dijaki. Poskušali smo ustvariti ladjico za vsako žrtev in tako ustvariti približno predstavo o sicer nepredstavljivi številki milijonov umrlih. V četrtek 28. novembra smo si prvi VA in prvi VB ogledali vrtec Moravske Toplice. Ob prihodu nas je lepo sprejela ravnateljica Simona Kavčič, ki nam je pripravila enourno predavanje o kurikulu za vrtce in njihovem vrtcu. Nato smo se razdelili po razredih. Ogledali smo si vrtec in veterinarski inženiring Nabergoj. Poskrbeli pa so tudi za zdravo malico. Za zaključek obiska smo se pogovorili o naših vtisih, se poslovili od profesorice Bernarde Fras, ki se je upokojila. Domov smo se odpravili polni navdušenja in novih spoznanj. Na novemberski okrogli mizi smo gostili dr. Dejana Hozjana. Našega gosta je izobraževalna pot po končanem osnovnošolskem izobraževanju na osnovni šoli Miška Krajnca Veliki Polani in seveda uspešno zaključeni gimnaziji Franca Miklošiča ponesla na študij pedagogike, kasneje tudi zgodovine in teologije v Ljubljani. Mi smo bili prva generacija maturantov. Če pomislim nazaj, imam občutek, da je bilo naše takratne profesore malce bolj strah mature kot nas. Več čas oblivni, pa pripravljajte se, pa so nas preganjali z ne vem koliko domačimi nalogami in tako naprej. Mi smo to tako na izi. Nikoli ne bom pozabil matematike. Bilo je tako, matematiko je lahko delal na normalnem, pa višjem nivoju. In je zadeva bila taka, da če si delal na nižjem nivoju, nisi imel kaj izgubiti. Se ti ni upoštevalo, če si malo spalil. In potem naša profesorica Babičeva pride v razred, nas vpraša, en teden imate časa, da se odločite, ali boste delali na nižjem ali višjem nivoju. In potem so mi društvo izjemnih matematikov, smo se dobili v enem bližnjih lokalov, imena ne bom povedal zaradi reklame, kjer smo se zmenili, fantje, zakaj pa ne bi mi probali iti na višji nivo. Dr. Babičeva, oziroma gospa Babičeva, je ob naši odločitvi prebledela. Zakaj? Oni, ki so imeli povprečno oceno 4,8, se niso odločili za višji nivo. Mi, ki smo dosegali povprečno oceno 1,3, smo se odločili za višji nivo. Leta 2000 je diplomiral na študijskem programu pedagogike in za svoje diplomsko delo prejel Prešernovu nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Potem sem se spraševal, kaj bi pomenilo, če bi učitelj mogel izvajati nekaj, kar je v nasprotju z njegovim prepričanjem, mora pa to narediti v skladu z učnim načrtom. Se pravi, kako zdaj zbalansirati neko svoje moralno prepričanje za to, kar je državna obveznost. To je potem vprašanje pravice učitelja do govora vesti. O tem je bilo napisano v slovenskem pa tujem prostoru zgolj in samo en stavek. To je vse, kar sem kjerkoli do zdaj uspel najti. Potem sem igral s tem, kako je s to pravico do govora vesti urejeno kje drugje. Poznamo to smo poznali pri služenju vojaškega roka, poznamo to v medicini, potem sem nekako iskal sporednice s tem, kako zdaj to pripeljati v šolstvo. Preden se poslovive, pa še vam zaželive vesele božično novoletne praznike. Adijo!